Dobrodošli v najnovejšem podcastu, moje ime je Eva Mavrič. Nekateri jo imajo zelo radi, obožujejo, so z njo celo obsedeni, zanjo so pripravljeni dati več 100, več 1000 evrov. No, na drugi strani imamo pa tiste ljudi, ki samo ob omembi njenega imena močno zavijajo z očmi in rečejo kakšno pikro ali dve. Govorimo o Taylor Swift, o ženski, ki je trenutno na samem vrhu glasbe. Z mano v studiu sta Anabel, glasbenica, in dr. Manca Garenko, zgodovinarka. Dobrodošli. Živijo. A bomo zdaj skupaj ugotovili, kaj je fenomen te Taylor Swift? Bomo probali, ampak ne vem, če nam bo ravno ratalo. Jaz verjamem v nas. Zdaj za začetek, kje tiči razlog v njenem uspehu? Tako na prvo žogo. Kaj ima ona, kar nimajo drugi? Ta connection with fans. Se mi zdi, da je ona ena izmed redkih, njeno življenje je res odprta knjiga. Vsi vemo vse in se mi zdi, da se potem tudi fani počutijo dosti bolj povezane z njo in pač jo potem tudi spremljajo, ker pač želijo izvedeti več, še več. Jaz bi tudi, mogoče se navezala na to in rekla nekaj vrste, ne vem, radikalna iskrenost, s katero mislim, da je ona začela dosti zgodaj. In v bistvu v času, ko, ne vem, se tudi ona, ko govori o sebi, o tem, kaj so bile njene začetke, je bilo vedno, ona ni bila najbolj popularna punca, najlepša punca, ki zna najbolj plesati, tudi ne punca, ki zna najbolj špetati. Sam, kar je ona imela, pa mislim, da je imela res ljubezen do glasbe in res ljubezen do poezije. In res željo potem, da nekaj pove skozi svojo glasbo. In mislim, da je to v bistvu, da to, a je nekdo iskren ali ni, je ena stvar, ki jo ljudje v svetu, ki čeprav ne glede na to, koliko izumetničenja, je še vedno nekaj, kar znajo prepoznati. Zdaj, preden smo začeli snemati, smo ugotovili, da v bistvu vse tri gremo na njeno turnejo. Me pa zanima, zdaj sem omenila dve strani teh ljudi, eni jo obožujejo, eni jo, po domače povedano, ne morejo videti. Predvidevam, da ste vidve bolj pri tistih, ki jo imajo rade? Ja. Veliko časa sem preživela z njo v življenju in mi je draga. Imam pa, ne bi pa rekla, da sem nekritična fanica. No, se mi zdi ravno skozi to, da na nek način tudi odraščam z njo, sva praktično ista generacija in tako jo po eni strani lahko občudujem kot osebo, kot kaj je bila sposobna narediti znotraj glasbene industrije, po drugi strani pa mi je kdaj tudi žal, ker se mi zdi, da bi lahko na enih področjih bila mogoče bolj napredna, artikulirana, zavzela stališče. Anabel, fanica? Mislim, ja, jaz bom rekla, sem pač fanica. Tako kot so ti omenila, njena glasba oziroma spremlja me že od malih nog in se ful vidim v njeni glasbi. No, in tudi ona me je pomagala pri tem, da sem jaz začela na malo drugačen način pisati pesmi. Tako da ja, jaz zavzemam to stališče. Zdaj zdi se v zadnjem letu dve, da česarkoli se Taylor dotakne kar avtomatično zlato. Zdaj, eni jo očitajo oziroma se sprašujejo, pa kako pa sej, kot smo rekli, sej ni najboljša pevka, ni najboljša plesalka, ampak nekaj ima, ne? To bi se rada dodala, da ravno zato se mi zdi, imajo tudi ljudje, saj punce nasploh rajši, ker recimo ona, ko je začela, ni bila najboljša, je bila a girl next door. In to pomeni, da se pač lahko punce, pa vsako je pogledal, dosti bolj primerjal z njo in ni bila a threat, ne? Ona ni bila problem nobeno, pač ona je pela tam s kitaro od pač teh fantih in se mi je bila tako, ful cool, tako da mogoče tudi zaradi tega, ker pač ni predstavljala dobene neke te nevarnosti nekomu. Pa še eno stvar bi rekla, tudi jaz mislim, da v popu ali pa nasploh v umetnosti stremenje po popolnosti ni nekaj, kar ljudje nujno iščejo. In se mi zdi, da se to zelo dobro vidi pri njenih re-recordingsih, ker ona je zdaj bistveno boljša pevka, kot je bila takrat, ko so njeni albumi, ko jih je prvič izdala, išli, ampak v dosti komadih, meni ti komadi ne delujejo ravno zato, ker poje boljš. Ker je v bistvu, kot ti način, kako je ona prepovedovala svojo zgodbo v tistem času, s tistim v bistvu še malo najstniškim glasom, je bilo v bistvu mogoče bolj prepričljivo kot zdaj, ko je veliko boljša vokalistka. Zdaj, ko je boljša vokalistka, je mogoče drug tip glasbe bolj pašen. Torej je skrivnost, bi lahko rekla, v besedilih. V tem, kako jih tudi interpretira, da jih verjamemo. Mislim, da je skrivnost v tem, da jih verjamemo. Ja. Zdaj, znana je potem, še posebej te zadnji albumi, da rabiš skoraj en slovar zraven med, ko jo poslušaš. V bistvu je neka mojstrica, morda če jim malce zmanjka pri samem vokalu, recimo Adelio, recimo, lahko
prekaša v tem smislu, plesalka je definitivno Beyoncé boljša, ampak ta lirična je pa definitivno njena močna stran. Ona je piflarka. Ja, In meni je to dobro. Ona je punca, ki je imela rada angleščino v šoli, oziroma v našem kontekstu, ki je imela rada slovenščino in meni je to cute. In zato je tudi primerjajo s Shakespeareom. In ne vem, če ste zasledili na TikToku te trende, ko ljudje, ki ne poznajo Taylor Swift, jim pač drugi berejo, ali je to Shakespeare, ali so pa v Taylor Swift besedila. In pač zelo je tako, kako ti mu rečem, ful podobno. No? Res Se težko odločiti, ja, kdo je res kdo. pač je dobra. Zdaj, če se ne motim, a si ti celo prevedla nekaj njenih pesmi? Ja, In kako je to šlo v slovenščini? Je lažje, težje? Pa ni tako težko, iskreno. Čeprav neke besede se malo tako lahko zatakneš, ampak če razumeš, kaj želi povedati, kar ona da jasno vedeti, se mi zdi, da nekako, ko poslušaš pesem, ko poslušaš njeno besedilo, veš, o čem ona govori, ker pač je njeno življenje odprta knjiga. Tako da potem tudi malo lažje prevesti, ker pač veš, kaj bi rad povedal. Zdaj, njena kar pogosta tema so te fantje, nesrečna ljubezen. Zdaj, ona govori, to je malo seksistično, ne? Če fant poje o dekletih, če ima fant več deklet, se noben ne obremenjuje s tem dejstvom tako, kot se obremenjujemo oziroma jo čitamo, govorimo o tem. Celo serije se šalijo na njen račun, nekajkrat je celo odgovorila na to, je rekla, dajmo, a nismo že v letu, ne vem, 2024, ampak to je res pri njej tako pogosto, da a lahko sploh gremo mimo tega? Meni se zdi, da sploh ni imela toliko fantov. Da je, Veš kaj, vsi so se tako upiknali to noter, da je pač ona iskreno govorila o teh stvarih in da potem tudi na teh intervjujih, ko je šla, je pač iskreno povedala, lej, to se je zgodilo, pač to se mi zdi, da je taka stvar, da je ona iskreno govorila o tem. Itak so pa več kot 99% pesmi ljubezenskih. Vsi govorimo samo o ljubezni, ker je pač to neka glavna tematika vsega, okoli tega se vse vrti. Tako da je pač ja malo hecno, da zdaj govorijo, da pa joj, ona imela toliko veliko fantov, ona ne vem kaj vse. Samo človek je. pa jaz tudi mislim, da je ena stvar, ki je zelo pomemben vedeti, da ona vseeno, vendarle to niso dnevniški zapisi, to je umetnost. Ne? In vsaka umetnost je potujitev. In se mi zdi, da tudi z vidika njenih oboževalcev, da je to, da se dostikrat pesmi bere dobesedno v smislu, kjer tip je bil točno tukaj mešan, kdaj se je to zgodilo, kater datum je to. Dostikrat ti ene stvari napišeš samo zato, da zadostiš metromu, rimi temu, kako bo komad prišel ven. In se mi zdi, da je to, koliko se jo jemlje dobesedno, včasih preveč, da je v bistvu tudi njena škoda in da tukaj njeni oboževalci mogoče njej največjo škodo delajo, ker se pretvarjajo, kot da vsak, ki ima, ne vem, strto srce, lahko napiše pesem. Ne more. Noben ne napiše pesmi od tega, ker je žalosten. Pesem napišeš zato, ker znaš pisati pesmi. Zdaj, bile so tudi šale, da se fantje bojijo z njo hoditi. Ona je rekla, če ne boš naredil nad slabo, ne bom nad slabo o tebi napisala. Ampak potem pa vidimo ene te fante znane, ker bogi so ga kar nasrkali. Vem, da Jake Gyllenhaal je skrajno nepriljubljen pri mnogih, tudi John Mayer. A si zaslužijo, da jih zdaj tako kar en del sveta? Sovraži težka beseda, ampak jih pa res težka ne beseda. maramo. Meni se zdi, da mogoče ne zaslužijo si take publicitete, ki so dobili zaradi tega, ker je pač ona pisala o njih, a ne, pač res jih potem na nek način cel svet sovražil. Ampak ja, pač vse oni so vedeli, s kom so skupaj, ne. Tako da tudi mogoče to. Nekako so vedeli, da hodijo z Taylor Swift. So vedeli, kaj pričakovati, Manca? Mislim, meni se zdi, ja, prav, kar. Ja, itak pa pač ljudje črpamo veliko stvari, o katerih pišemo iz življenja, ne. To pomeni, da če se ti pač dogaja neka življenjska oziroma ljubezenska drama, nekako je pričakovano, da boš pisal vsaj približno tudi malo o tem, oziroma boš pač izhajal iz tam, ne. Ja. Mislim, da tudi mogoče kar ni nepomembno je to, da so vsi ti fantje, moški, ki si jih naštela, da so javne osebnosti, da so bili slavni že sami po sebi, da so tudi oni se javno pokazali z njo, da je v bistvu njihova služba je šel biznis. In se mi zdi, da je tukaj zelo jasna ločnica. Tudi med tem, če ti pač živiš v nekem javnem delu, če si del javnega življenja, potem imaš žal enih pravic do zasebnosti. Ne pravim, da je to prav, meni se zdi to včasih to grozljivo, to je ta igra, ki pač so si jo tudi zbrali. Ne. Jaz absolutno sem za več zasebnosti vseh na področjih, ki si jo želijo in se mi zdi pretirano razgaljanje ali pa iskanje zdaj krivcev za to, da je neka zveza razpadla, se mi zdi
odveč in tudi se mi zdi, če se smem to voliti, mislim, da tudi Taylor v resnici tega noče. Taylor pač sam dela glasbo, ne? Ona noče mob justice. Se strinjam, mislim, da eni vzamejo to malo preveč resno vse skupaj. Ljubezen je zelo dobra tema, še bolj uspešna se pa zdi neuspešna ljubezen. Strto srce. In zdaj je naša Taylor zaljubljena, srečna, a bo to vplivalo na njeno glasbo? Ja, album Lover. Čeprav imamo ful rada ene komade, se mi zdi, da Cruel Summer ali pa Fool's Guts, pač imam tudi ta album čist rada, ampak se tudi Reputation, ta dress pa to, Ja, pač, mislim, odvisno kako bo zapakirala stvari, ampak konc koncev takšno bazo fanov, kot se je naredilo v zadnjih 4 letih, se mi zdi, da lahko da ven čist nekaj tretjega, pa bo dobro sprejet. Ravno zaradi tega, ker pa si naredila tak fanbase, da mislim, skoraj nemogoče, da ne bi nek ta album bil potem tudi uspešen. Ne? kar se meni zdi tudi včasih malo problematično. Ravno pri tem zadnjem albumu Tortured Poets Department se mi zdi to, da daš ti ven album in potem še en album in da je potem na vseh nekako 40 komadov, se mi zdi, da bistveni del umetnosti, v bistvu najtežji del umetnosti je brisati. Je v bistvu kar loči zelo dobrega umetnika od povprečnega umetnika, je to, da bo znal zbrisati tisto, tudi kar mu je zelo blizu ali pa kar mu je všeč, sploh v odnosu do občinstva, v popu. Pop to zahteva. In se mi zdi, da ker je pa ona dobila toliko prepoznanja s temi re-recording in s temi pesmi From the Vault in na začetku je bilo to tudi v redu, v smislu, ko smo prvič slišali All Too Well, dolgo verzijo, je to imelo smisel. Ampak se mi zdi, da zdaj pa v bistvu nima ona nikogar več, ki bi rekel Taylor, da je mogoče 12 komadov za en pop album, dost pršpari, odset. In se mi zdi, da je tukaj mogoče in fani valjda bojo sprejeli, bojo analizirali, bojo šli čisto to, ampak sam z vidika njenega napredka kot pop glasbenice ali pa kot umetnice, pa ne vem, če je to nujno dobro. A se zdi repetitive album? Mislim tako, zato ker sem svoje mnenje povedala, pa pač jaz, ko sem ga prvič poslušala, jaz vedno prvo berem besedilo, potem pa grem poslušati pač glasbo in se mi na prvo žogo zdaj tako pač pesmi so zelo podobne, tako neke, pa ne glih melanholične, no, ampak imajo tak nek zelo podoben vibe in sem slišala, ko sem se pač s kolegicam to pogovarjala, ravno to, da je bilo preveč vsega. Preveč nekih stvari za sprejet, ne, tako da tle se ful strinjam s tabo, da hočem povedati, da... Ja, meni se je tudi zdel repetitiv, mislim, ko sem ga prvič poslušala, tisti dan, ko je prišel ven zjutraj v postli. Tako je. Je bila v bistvu prvi komad, ki sem ga zares slišala, tako da se mi je zdel drugačen, je bil Florida, s Florence and the Machine, ker se mi je zazdel, da ima, mogoče že zato, ker ima Florence zelo teatralen glas, da mi je nekaj naredil. Vse pol, ko sem poslušala cel album Paduš o to, ampak se mi zdi, da ima tudi tako ona ima zdaj dva tasna sodelavca, na eni strani Jacka Antonoffa, ki dela ta določen tip dark synthov, bobne neki, česar smo se tudi že malo poslušali mogoče, pa Aarona Dessnerja, s katerim jaz mislim, da ona naredila ene od svojih najboljših komadov in je super, ampak tudi ne moraš v nedogled tega vleči. Se mi zdi, da na obeh straneh, da mi manjka neke svežine, enega preboja. V bistvu noben komad se mi ni zdel prebojan tukaj. Zdaj vidva sta fenici, ampak sta kritični, a ne? Tlele pa v bistvu na tem albumu, mislim, prvih 10 na Billboardovi lestvici je tekmovala sama s sabo. A so njeni feni včasih rabijo malo te kritičnosti, ker jaz se strinjam, meni ta album ni najljubši in ja, se malo ponavlja. Ko slišiš že 13. pesem s podobnim ritmom, si že, razumem, a imamo še kaj drugega? Ker izvoli. Ja, jaz mislim, da nasplošno, da je kritičnost sestavni del tega, da si fan. Jaz mislim, da v bistvu to, da si ti fan v tem smislu, da skušaš razumeti artista ali pa artistko, pomeni, da si znaš biti tudi kritičen do tega, kar delate, zato ker se ti tudi glasbeno ali pa kakorkoli literarno razvijaš s temi ljudmi, ne? Ja, ne morate biti vse isto všeč, ne? Pač nekaj ti je bolj, nekaj ti je malo. In meni se zdi, jaz ne moram reči, mislim pa, kar se pa tudi včasih zgodi, je pa, da ne vem, ko je album Reputation prišel ven, meni ni bil najboljši album, ampak zdaj mi je en od njenih najljubših. Tako da se mi zdi, da je tudi to, da včasih ene stvari premisliš, pa se za nazaj odločiš drugače, ali pa si ti v eni drugi življenjski situaciji, kjer čutiš točno to. Mislim, če bo en, ne vem, basic boy rocker mi čez pol leta staro srce, bom mogoče ful bolj čutila ta album, kot ga zdaj, ne? Ampak
Zanimivo. Ja, zdaj recimo imamo Beatle, imamo ABBO, imamo Madono. A bo en dan Taylor tudi med njimi ali bo šla v pozabo? Ali si A že ni že tako- med njimi? A je že med njimi? Mislim, glede na to, da... A boš čez 50 let še Taylor Swift? Dej- Recimo Justin Bieber je imel tudi to Bieber manijo, a ne, pa ga zdaj praktično ni nikjer več. One Direction. Pa ja, sem ne vem, ona glede na to, da je bila postavljena poleg zdaj Elton Johna, pa teh vseh najvišjih, meni se zdi, da pač bo... Da si je že zagotovila da si je mesto. že s to turnejo, ki je imela ne vem kakšne presežke glede vsega in obiska in denarja, se mi zdi, da si je že zagotovila to neko ime, ki bo pač forever and ever. Mislim, da ona je, tako kot reče, ona je glasbena industrija in da je v bistvu samo vprašanje tega, kar se jaz včasih sprašujem. Zdaj bom spet zvenela kot slaba fenica. Ampak zakaj, kaj njo še žene? V smislu, da mora biti zelo težko, pač samotno je na vrhu, no? Da mora zelo težko biti na nekem tem vrhu hriba, biti najboljša in v bistvu ne imeti zares izzivalcev. Tudi v kreativnem smislu, ne mislim nujno v kompetitivnem. In se sprašujem, a bo ona enkrat je sam rekla, naredila sem te albume, to največjo turnejo, zdaj bom pa postala režiserka, kar ne vemo, da je nekaj, kar je recimo zanimivo. Jaz njo mislim, na neki način se mi zdi, da bi to bilo možno, sam hkrati pa tudi mislim, da si enkrat toliko nastopal kot ona, velik del svojega življenja, da si tudi odvisen od tega. Tako da je, ne vem, ško reči. Ne, itak, to se strinjam s tabo, ampak sej recimo mogoče ona zdaj zadnjih par albumov pač so bili malo različni žanri, ne glede na to, da ona je bila znana kot country pevka, ne. Se mogoče pač tle je bilo to, da je ona, pri countryju je se obklukala, pol šla pa naprej na bolj pop, obklukala, pol šla spet malo nazaj, ne vem, mogoče bi šla pa rock naslednje. Evo, nisem Ja. dobro Ja, spremljala mogoče pa bo naslednji šla step. rock A bo naslednje. primila harmoniko v roke. Mislim, z vidika, jaz mislim, da ona v resnici je folk glasbenica, tako, kar je njena naravna lega. Jaz mislim, ko je ona naredila Folklore, sem se jaz počutila, da je ona prišla domov. Tako, res se mi je zdelo, res mi je bilo ganljivo. Ne na način kot spet Fenici, ampak tako se mi je zdelo, ja, to je bil album, ki se ga ti skozi morala narediti. In zdaj, kar dela potem, razumem v bistvu, kaj dela, ampak hkrati pa, ne vem, se mi zdi, da je ona pripravljena tudi, da ona lahko postane karkoli. Ja? In da bi me zelo zanimalo, kako bi ona šla v neko bolj alternativno glasbo. Se mi zdi, da ko si na tej točki, si to lahko Da prvoči. si lahko Ja, prvošči. vse. Čisto Ja, vse. finančno je nič ne drži nazaj, ne? Ta turneja je že najbolj donosna Ja. turneja, ona je postala milijarderka. Zdaj, poleg same turneje je izdala še film o turneji, več edicij svojih albumov, ko pride album ven, ne pride eden, pride plošča, pride kaseta, kot smo se prej pogovarjali, en kup mrča ima. A je že na trenutke že malo preveč požrešna, da samo grabi denar na vseh koncih. A bi lahko kaj dala po malo bolj prijazni ceni v tej inflaciji? Vse ravno smo se prej pogovarjali o tem mrču, a ne? Da ni vsak mrč najboljši mrč glede na ceno. Tako da, ne vem, moje mnenje je, da, pa ne samo ona, da pač glasbeniki ali pa izvajalci bi mogoče lahko malo bolj včasih premislili, da pač dajo vam produkt, ki je dejansko dober, kvaliteten. Ja. Ja, jaz se strinjam. Jaz bi si mislim, da ima ona vse pogoje, res vse, da bi lahko predstavlja nov, bolj trajnostni način delanja ali pa prodajanja merča. Jaz mislim, da to, da ti izdaš vinilko v 10 različnih barvah, je nefair prvič do ljudi, ki tudi izdajajo vinile, ki že desetletja izdajajo vinile in imaš zdaj celo v bistvu te tiskarne zabasane s temi pop albumi, ki jih dostkrat kupujejo ljudje, ki sploh nimajo gramofonov. Sprav, gre sam za neko ne gre za nosilec zvoka, ampak gre za objekt. In se mi zdi škoda, mislim, da tukaj na tem mestu sem malo jezna na njo mogoče, ampak radi se mi zdi, imaš toliko denarja, ti lahko vzpostaviš fair trade sistem, ti lahko vzpostaviš tekstilno, ne vem, tekstilni obrat, kjer bojo ljudje fair plačani, kjer boš upravljala trajnostne materiale in jih prodajala za isto ceno, kot prodajaš zdaj. In mi je tako, ne mi prodajati sintetike, ki po možnosti v tovarni v tretjem svetu delajo otroci. Mene to, zdi se mi, da tega pa res ne rabim. In to v resnici bi bil neke vrste lahko tudi politični statement. Ja, v bistvu, ampak po drugi strani, ne, zaradi nje pa ekonomija kar raste. Ne vem, gre v eno mesto in tisto mesto kar zacveti, hoteli so polni, restauracije so polne.
Kar je ful dobro za tisto mesto, ampak če pa si kot fan, ki greš recimo v to mesto gledati njen koncert, ne, pa kar naenkrat se je tako drago. Ja. Ne sam kart, ampak ja, tako kot si rekla, nastanitev, hrana, kar vse se dvigne, kar vse je pač, tako da ja, tle to tako gledam, ful dobro za mesta, ki so bolj kritična, pa pač, ampak se ni, a je bila sploh kakšno mesto, ki je kritično. Se sam, mislim, bilo katero mesto je šla, je že prej bilo dost. Je bilo stabilno. Ja, Recimo, jaz ni- grem na turnejo na Dunaj, pa smo že skoraj leto prej gledali hotele in tisti vikend. Vse zaseden. Zasedeno ali pa je cena hotela, kot da sem na Bahamih, a ne? Pa je Ja, Dunaj. se je bilo tudi tako, a ne, da so, ko je ona razglasila, da je bo ta turneja, da so pač hoteli odpovedali vse ljudi, ki so takrat imeli rezerviran in potem še enkrat dvignili ceno. Ravno zaradi tega, ker pač si lahko privoščijo, ker itak bo nekdo prišel v to sobo, ker je kao Taylor Swift, a ne. Ja, če razproda stadion, bodo te ljudje nekje mogli biti, a ne? Ja. Zdaj, k priljubljenosti Taylor je pa definitivno pripomogla tudi njena izjemna marketinška ekipa. Če se lahko kje strinjamo, je pa to, da marketing pa fura Kar malo 100%. preveč. Kar malo preveč, ja. Kaj se lahko od nje naučimo, kar se marketinga tiče? Ali pa drugi glasbeniki, druga podjetja? Jaz bi mogoče rekla to, da se vse povezuje med sabo. Ona ima izjemno dober spomin, se mi zdi tudi večkrat očitno, glede na to, da je zelo znana po teh easter eggsih, to pomeni, da ali v videospotih, ali v pesmih, ali ko gre na kak intervju, pusti te neke male plus. Namige. Ja, namige in je ful dobro v tem, da pač potem, ko to fani gledajo, pa še sprašujejo, okay, zakaj je to, kdaj bo nekaj novega. Ampak je res, da za to je treba imeti pa ful dober fanbase, a ne. Teda že prvo treba imeti fanbase, da lahko pač narediš to. Pa pripravljena se može biti popolnoma poblagoviti. Mislim, v tem smislu, da si ti pripravljena svojo zasebnost deliti. In jaz mislim, da kar se je tudi pri njej pokazalo, da je ona to najprej malo delila in se je to prijel, pa to zdaj zelo ratalo večje od nje. Ne? In tudi, to je nekaj, kar ona tudi v svojih pesmih zelo nagovarja, a sem jaz sploh človek, a sem jaz sploh oseba, ne vem, sej Antihero je tako, ali pa še marsikater drug, tudi na zadnjem albumu, ne? O tem, da kako, a ima ona sploh pravico jokati, a ona sploh lahko čutne. In se mi zdi, da to je cena, ki jo pol plačaš. Tako da po eni strani ja, absolutno marketinško izjemno uspešna, ravno zato, ker je bila pripravljena iti all in s tem mislim od srca do vsega. Ampak, a bi jaz rekla katerikoli, ne vem, mladi punci, ki bi želela biti pop zvezda narediti, to mislim, da bi rekla ne, samo tudi, mislim. Zdi se mi, da v bistvu edina stvar, ki jo lahko zaščitimo, smo mi sami. In da v bistvu, ko sebe ne moreš več ščititi, da mora biti življenje ful težko in v tem je nek paradoks Taylor Swift, ki je meni mogoče najbolj fascinanten, v tem, da se meni ona zdi na vrhuncu, ampak hkrati pa ful, da je nekaj žalostenega na tem. Jaz bi rada tukaj dodala to, ko smo govorili o tem, da je ona odprta knjiga, ne, da se je ona, ko je bila v razmerju z Joeom, je na nek način šla mal nazaj, ne, ampak je tako, kot da pač hoče biti in the spotlight in vse to je verjetno, pač, da ona je tako dolgo navajena, da je to na nek način potreba, ne, da je pač, ona pač želi biti, da rabi ta adrenaline rush, ne. Ja, a sem sploh še živa, če me nihče ne vidi, a sploh grem na večerjo s prijateljicami, če me nihče ne vidi, ne. Ker tudi restauracije ali pa v lokale, v katere ona hodi, pa odkjer so te paparaci fotke, to so najbolj znane restauracije za slavne ljudi v, ne vem, New Yorku ali pa Ni, da LA-ju. se skuša skrivati. Ni, da se, pa sej tudi, ni se ji treba, absolutno se ji ni treba, ampak in se mi zdi, da če ti znaš s tem živeti, je to super, samo meni se zdi to blazno naporno. Sam spet, jaz sem tukaj ena punca zgodovinarka iz Slovenije, ki je malo v arhivu, pa pol kdaj pride na TV, pa mi je že to ful. Pač Taylor Swift je pa največja zvezda na svetu, tako da po moje res ne rab mojih na svetu. Ja, jaz sem večkrat rekla, jaz sem utrujena za njo, ko vidim, da ima malo turnejo, pa ima pa jih njen fan Super Bowl, pa malo skoči na drugo stran sveta, pa pol gre spet. Pa potem 3 ure pa pol poje na odru, pa naslednji dan spet, pa spet. Pa vmes ima kar čas še za uživalski vrt. Zdaj na te turneje hodijo tudi drugi zvezdniki. A je to zato, ker jih malo firbt smatra, da gredo malo pogledat, ali so res fani, ali grejo tja, da jih potem drugi fani vidijo in reče, ona podpira Taylor, bom še jaz njeno glasbo poslušala. Ker včasih zvezdniki je bilo bolj to, ne, Eminema dosti zvezdnikov ni imelo rado. Tlele se mi pa zdi pa, da so vsi za Taylor. Ravno zaradi tega je mogoče kar tak velik fenomen, da če jo imaš rad, si kar naenkrat na dobri strani. Na dobri listi, tako je.
mislim, verjetno ja, zato, ker imajo radi pač njeno glasbo in tudi zato, ker pač bojo vedeli, da se bo v njih govorilo, se bo v njih pisalo, ta je bil na koncertu. Itak se mi zdi, da vsak, ko dobi neko priložnost, potem sploh, ko so oni, ko so znani, pač, da so še bolj znani, se mi zdi, da pač pogrebejo in dober marketing in vse. Je to vstopnica za na višji nivo. Ja, pa mislim, da tudi, če obstaja kakšna najbolj popularna schizma znotraj popularne kulture zadnjih 10 let, je to Kanye Taylor in pač res nočeš biti tim Kanye, ne? Mislim, Ne, v teh časih res ne. Dela težko biti njegov fan, ja. Prej smo omenili, da je Taylor mal brand safe, da se premalokrat politično postavi na stran enega, javno pove, kaj si misli. Zdaj veliko ljudi v tem času Izraela in Palestine očita, da se ni opredelila, da bi se mogla opredeliti, da ona ima zdaj tako moč, da bi dejansko pa lahko kaj spremenila. No? A bi se po vajnem mnenju morala opredeliti ali bi to fajno grozilo njeno kariero? Kar zvoli. Jaz mislim, da je to vedno nehvaležna tema v smislu, ali pop zvezde ali pa ali umetniki so dolžni sprejemati politične odločitve. Mislim, da tukaj je res zelo odvisno od nekega moralnega imperativa, ki ga vsak od teh umetnikov nosi sama. Ne. Jaz kot oboževalka si marsičesa lahko želim, absolutno bi si želela tega, da bi se ona izjasnila glede genocida. Mislim, da bi to bil zelo pomemben statement. Ampak po drugi strani pa ona je največja zvezda na svetu ravno zato, ker ni preveč politična. Mislim, da če ti hočeš biti toliko velik, te vrste umetnik, izvajalec, umetnica, izvajalka, je to nujno. In to mogoče potem spet pride tisto, čakaj, ne, zdaj pa sem zgubila eno misel, pa sem hotela povedati. Mogoče boš prišla do te misli nazaj, ker recimo, ja. ko pa se je opredelila pri Trumpu, mislim, da ko so bile ogrožene pravice LGBT skupnosti v Ameriki, tam pa se je opredelila še v videospotu You Need to Calm Down in je naredila spremembo, a ne? Pa tudi potem, ko je rekla svojim sledilcem, dajte se registrirati za volitve, se spet ful ljudi, tako da ima neko moč, ki bi jo lahko uporabila. Ampak ja, hkrati bi pa lahko izgubila velik del oboževalcev. Ja, pa tudi jaz mislim, da LGBT skupnost je sploh na internetu zelo pomembna za to, da generira neke vsebine sodobnih popikon. Če ti nimaš na svoji strani te skupine ljudi, boš zelo težko prišel do vrha. Jaz Taylor absolutno verjamem, da je ona v tem mislila iskreno in da ona zagovarja pravice ljudi, pač človekove pravice, absolutno. Ampak hkrati je s tem tvegala manj, se mi zdi. Čist z vidika baze. Se opredeli, ko je to bolj varno, recimo. Mislim, da ja. Ker v trenutku Palestine, Izraela, mislim, da to je ena zelo pereča tema, pri kateri ima veliko zvezdnikov težave se opredeliti. Sploh ameriških. Ja, sploh ameriških. Šele sedaj so se zdaj tudi vsi ti tiktokerji znani, v Gazi se pa nekaj dogaja, dajmo zbirati denar, ampak to se dogaja že kar nekaj časa, preden so se oni odločili malo oglasiti. Ne? Ampak ja, to je potem spet vprašanje, a se kot nekdo, ki ustvarjaš zgolj glasbo in si pač slaven, moraš opredeliti ali ne? Mislim, da Taylor ne ustvarja zgolj glasbe, da Taylor ustvarja Movement. Ja, gibanje in da v bistvu, da to pa je neka ta stvar, za katero si prerekla, se bo Taylor zapisala v zgodovino. Taylor se bo zapisala v zgodovino, vprašanje kot kaj se bo zapisala v zgodovino. In jaz bi si želela mogoče, da bi se zapisala tudi kot oseba, ki nasprotuje genocidu v Gazi, ampak zdaj naša pričakovanja so tudi irelevantna za nekoga, kot je Taylor. Ne? Še nekaj jo očitajo, da ni preveč prijazno do okolja, njeno zasebno letalo. Dosti leti, recimo evo, leta 2022 je bila na vrhu lestvice zvezdnikov z najvišjimi emisijami. Njene emisije so približno 1185 krat večje od skupnih letnih emisij povprečne osebe. In to je bilo leta 2022, predvidevamo, da je še malo više. Ampak drugi govorijo, kako pa se bo, če ne z zasebnim letalom. Ni, da bo šla na Ryanair ali pa na eno drugo ugodno linijo. Mislim, mogoče tu ravno spet, zakaj se govori samo o njej, ne? Govori se samo o njej, ker pač je Taylor Swift, ne? Se verjetno so bili tudi drugi na spisku.
Kim, Kylie, ja, razni taki reperji. moški recimo, ne. Ja. Zdaj je tako specifično, da se govori, pač Taylor. Torej tukaj je mogoče tako double standards malo. Meni se zdi, da zdaj smo se tukaj zbrali, da povemo, kaj je lepega v njej, pa jo že zadnje pol ure Ja. samo upravljamo. Da smo pridemo na lepo. dobesedno najslabše prijateljice, sorry Taylor. Pridemo še k lepim temam. Ampak, kar je jaz razumem, da če imaš ti tak imperij, kot ga ima ona, da to terja drugačen način življenja, kot ga imamo mi in pač se mi ne zdi problematično to, da se vozi s privatnim letalom. Marsikaj drugega mi se mi zdi okoljsko bolj problematično. Mislim, pa lahko tudi od nje pričakujemo, a veš, kaj, da bo veganka, da bo živela najbolj, a pričakujemo od nje, da bo svetnica, a mora biti ona svetnica, ni treba biti. Ne? Kar pa se meni znotraj te zgodbe zdelo malo problematično, je pa, da je v bistvu začela njen tim preganjati tega fanta, ki je sledil. lika, ki v bistvu sporoča, koga kdo leti. Ne? Tukaj se mi pa zdi, da je tako, da je niti treba zdaj vsakega študenta, ki ima internet, preganjati. Ker če ne bom, bo pa nekdo drug. Ja. Mislim, pa tudi se mi zdi tako, sej si večja, noben ti nič ne more, ko se enkrat tako velik, ti noben nič ne more, niti treba ugasniti vsake slabe govorice proti sebi, zato da boš izpadla čista, ker v bistvu s tem boš nase samo še več, ljudje bojo samo še več pričakovali do tebe, ti si pa vseeno človek in nikoli ne boš mogla živeti z tega. Ja. Evo, dobra točka, Taylor. Glasbene pravice, ne? Smo že parkrat omenili boj za glasbene pravice. Na novo je posnela svojo glasbo, da je lahko njena lastnica. Komentar. Moj komentar bi bil na to, glede na to, da tudi jaz sama pišem pesmi, besedila, skratka vse skupaj. Si ne predstavljam občutka, da bi nekdo to kar naenkrat vse vzel. Nekdo, ki nima dejansko nič pri tem, nekdo, ki ne piše, nekdo, ki ne ustvarja glasbe. Ja, se mi zdi pač, ne vem, grozno občutek, samo ko pomislim o tem. In meni se zdi, da pač najboljša stvar v zadnjih 4 letih je to, da je pač ona tudi re-releasala te albume in da je ustvarila nekaj novega, dodala še neke zgodbe zraven. Ja, jaz se strinjam. Meni se zdi, da je to bila zelo pomembna poteza, ki jo je naredila, ne samo za njo, za več ljudi iz industrije. Tukaj bi spomnila tudi na to, da ko je imela recimo Keša težave s svojimi producenti pa menedžerji, je bila Taylor tista, ki mislim, da je finančno tudi pomagala. Tako da mislim, da Taylor je človek, ki ji glasba zelo veliko pomeni in ki so kršene pravice ljudem, ki so njej blizu, avtorske pravice ali pa kakršnekoli druge, se bo za njih postavila. In mislim, da to je ena od njenih pomembnejših lastnosti. Tudi drugače se mi zdi njen vpliv na pop kulturo nasplošno, ne? Ženska je glavna, ženska zmore vse. Ona ima en kup od mladih do starejših deklet, ki ji sledijo in je dober vzor, a lahko rečemo to. Ja. Jaz mislim, da je super vzor, samo punce ne pričakovati preveč od sebe. Mislim, to je vse en. Se mi zdi, da je v bistvu to, da je toliko popolna, da toliko zmore. Da kdaj moramo tudi pomisliti, da mi nismo Taylor Swift, pa da tudi nimamo ekipe ljudi, ki skrbi za naše mačke. Pa da tudi njeni treba mačke. Vse tri smo same odgovorne za naše. Ja, noben ne bo mačku očistil WC-ja, pa ga peljal k veterinarju. In da so to vse, da tudi zato ona marsikaj več zmore, absolutno si to zasluži, absolutno je fenomen, absolutno je boss babe, ampak ni treba vsaki od nas, da je vsako sekundo dneva boss babe. Se strinjam in to je tudi pomembno sporočilo. Zdaj o Taylor bi res lahko govorile ure in ure, jaz sem še par tako točk, ki v resnici ne spadajo nikamor, ampak hkrati povsod. A bi Taylor bila enako uspešna, če bi ostala v countryju? To pa imam zelo tak opinion on it. Deli ga. Ne, zato ker je country nasploh ni to, mislim, se je zelo znan v nekih delih, ne pa po celem svetu. Ne? In ona takrat, ko je šla torej bolj v pop sceno, je naredila verjetno nekaj najboljšega za svojo kariero, ker je pač zavzela v svet, ker je pač to stvar, ki vsi poslušajo, ne, vsi poslušamo. In se mi zdi, da ne bi bila tako velika, če bi pač ostala v tistih nekih okvirih. Je pa potem, tako kot smo prej pogovarjali za Evermore pa Folklore, itak šla nazaj, back to the roots, in je pač pokazala, da se still me. Tako da, ja. Ja, jaz se strinjam. Jaz mislim, da country ni, da je ustrezna vstopna točka za njo, če jo čisto gledamo na način tradicionalna, bela, žalostna punca,
iz tradicionalne družine v Ameriki, ki rada govori o svojem življenju. Country je žanr, ki je zato zelo ustrezen in mislim, da je bil zanjo tudi zelo pomembna šola v pripovedovanju. Jaz mislim, da ne vem, folk pa country sta dva glasbena žanra, ki najbolj od izvajalcev zahtevata, da se naučijo pripovedovati zgodbo. In se mi zdi, da ona zato zdaj znotraj popa zna stok malo to hitro povedati. Tako da jaz mislim, da ona že da je bil v bistvu to nujna pot. No. Ja. Ampak imamo pa Beyoncé, ki je pa šla v country. Pa mislim, da še Lana Del Rey napoveduje ta album, pa še enih par, ki... Veš kaj, ne poznam tako dobro, ampak to pa spet čist različne stvari, se mi zdi, no. Da pač Beyoncé je bila prej znana bolj kot ta neka pop ikona, R&B-ja. Zdaj pa ne vem glih, ker pač ne poznam njenega novega albuma, pa nisem tako poslušala iskreno. Bom rekla, da bom Beyoncé začela verjeti, ko se bo ločila od Jay-Z. Zanimivo, no, okej. Taylor in Travis, resnična ljubezen ali PR stunt, kot rečejo Američani. Ona se mi zdi, da je imela kar nekaj tudi takih PR ljubezenskih razmer, samo zato, da so. Ja, ampak mislim, a sploh kdaj veš, kaj se dejansko dogaja za 4 stenami? Itak da ne. To, kar pač ona da želita, da mi vidimo, to, kar pa ne, pa ne. Zdaj, kdo pa to držal, kdo pa smo mi, da bomo to vedela, ne. Je pa odličen PR move in za Travisovo stran in za njeno stran tudi, ne. Tako da glede tega je pač to super poteza bila, če pa je resnična, če pa bo trajal pa. Pa eden redkih momentov, ko je on samo njen fant, tudi če je velik in uspešen športnik, ne? Ker ponavadi imamo vedno žensko kot nek dodatek, ona je pa njegova, zdaj pa on njen. Čeprav športni navdušenci so kar jezni, ko to kdo reče, da ga je ona postavila na zemljevid, pa vemo, da je bil on že prej uspešen. Mislim, veš kaj, mislim, da vsi poleg Taylor Swift, glede na to, kak fenomen je postala, so pač samo Taylor Swift in oni. Ups, to sem da rekla. Je pa prinesla, sicer ne vem točne številke, ampak več 100 milijonov celi ligi, ne? Ameriškega nogometa. Jaz včasih nisem poznala niti enega igralca ameriškega nogometa, zdaj pa poznam enega oziroma dva, ker vem, da ima on še brata. Tako da se mi zdi, da če je to njen doprinos k temu, da smo zdaj Evropejci pa Evropejke tudi bolj športno izobražene, super, bomo hvala. na to tako gledali, tako z pozitivnega aspekta. Kaj pa Taylor proti Kanyeju, proti Kim? Kaj pa ta cela drama? To še kar traja. To še kar traja, še posebej zdaj, ko je ona na novem albumu, a ne še eno pesem, na kateri na ne tako neočiten način o Kim govori. Sama, a je? Ne vem, meni pa jaz sem poslušala to pesem, se mi zdi tudi tako, pa se Kim je nihče v primerjavi s tem. Mislim, tako se mi zdi, jaz tudi razumem, da ljudje se kdaj tudi ukvarjamo ne nujno z sovražniki, ki so nas vredni, da se kdaj ukvarjamo z enimi ljudmi, ki so, ne vem, mogoče se nam ne bi bilo treba, ampak tukaj v tem kontekstu se mi pa res zdi, joj, Taylor res ne rabaš, ne vem. Veš kaj, Taylor je zelo pametna, but she chose violence, ne, res. Sploh pri takih nekih stvarih, ko so recimo to pisanje pesmi, pa potem vključevanje otrok od Kima, ne, ampak kaj pa vem, meni se zdi, da bo to ena taka stvar, to, kar se je pač zgodilo takrat, da bo forever. To je spet taka stvar, ki nikoli ne bo zamrla, ravno zaradi tega, ker pač vsakič to nekdo pove na glas, smo spet pri tej temi, smo spet. In tudi zato pač še Ker vmes je bilo neko zatišje, ne? Ja, ampak ne pozabiti, da je naslednji album re-recording Reputation. Ja. Kar pomeni, da ona... Ki se ga jaz osebno zelo veselim. Kar pomeni, da ona nas more spomniti, kaj se je zgodilo. To je, spet PR move, ne? Ja, in ona je v tem genialna. To je pač res... Mislim, in tudi to se mi zdi, koliko je ona zdaj vse prisotna in koliko se pojavlja in tudi, da ima tega najbolj slavnega fanta. In tako, če se spomnimo, pred Reputation je šla ona ljudem na živce, ker je bila vse prisotna, ker je bilo preveč, ljudje niso mogli več gledati. In kaj zdaj ona dela? Povsod je. Še več. Še več. In jaz mislim, da to je zato, da bo potem naredila cut, za 2 leti izginila in pol, ali pa za 1 leto in pol dala recording Reputation, van zato, da se bo zdelo, da je zares. A bo prišlo vmes še kaj, ali bomo le dobili ta Reputation, ker tudi v bistvu smo ga pričakovali že na Grammyh, a ne? Pa je potem rekla, ne, v bistvu bom pa jaz kar nekaj novega izdala. Pa meni se zdi, da se nikoli ne ve. Čeprav, a veš, te easter eggi pa to vsak mal po svoje pove, vsak mal drugače vidi. Pa
Pa TikTok dela uslugo, se mi zdi, da tudi če se sama ne trudi, TikTok konstantno dela reklama, ker vsi rečejo, ste videli, njena stran ne dela, pa ni delala točno ob tej uri, kar če se šteješ rata 13, kar če se šteješ rata reputation. We are crazy. We Ja, are crazy. že vsi ostali delamo PR za njo, ne? Tudi to konec koncev naš pogovor. Absolutno. Ja. Taylor, sponsor us. Ja, Taylor, please. Pošlji nam merch, ne nam karte VIP. Zdaj rekli smo, da gresta obe na turnejo, se bosta oblekli, izmenjevali zapestnice, se bosta dale v ta trend te turneje. Glede na to, da že zadnji 2 leti, odkar je ta turneja, gledam na TikToku pa na Instagramu, to, da se pač ljudje primerno oblečejo, da si izmenjujejo te zapestnice, se mi zdi, da je edino pravilno, da jih tudi jaz. In imam že čevlje, obleko še ne, ampak čevlje imam pa že zbrane, zapestnice pa počasi bom mogla začeti delati, ker vem, da to kar veliko časa traja, da vse narediš. Nam zaupaš, v kateri eri oziroma obdobju boš? Meni se da fearless, sploh ko imam take te kodrčke. Ja, zdaj si, Ja, fearless, malo bolj tako cowboy. Old school varianta. Ja, old school. Okay, Manca? Meni je zapestnica prijateljstva, veliko zapestnic že podarila moja prijateljica Eva, s katero greva tudi skupaj na koncert. Shout out tebi. Tako da hvala, Eva. Jaz sem folklore evermore girly, kar tudi pomeni, da ampak jaz se tudi dosti tako oblačam v vsakdanjem življenju, tako da je v bistvu moj precep, lahko po snemanju mi svetujete. Pač biti zvesta sebi, pa biti pač oblečena tako, kot ponavadi sem, pa da gor cardigan, pa biti Vse ok. to je to. Ja. Ali pač si reče, ne, zdaj sem pa v Londonu, pa je nekaj posebenega, pa bom mirror ball, kaj je tudi folklore. Mislim, jaz vedno pravim, da so bleščice the obvious Ja, choice, ja. ampak to sem jaz. Pa veš, kaj pa glede na to, da je večina ljudi oziroma punc na teh njenih pač Era Store, je tako full great community, da se lahko bilo kaj želiš. Ni važno, kaj imaš na sebi, ni važno, kdo si. Tako da go all out. Jaz bi rekla mirror ball. Bodi bleščica. Ok. Nedavno sem bila v Ameriki, v New Yorku, in ko sem šla po trgovinah, se mi zdi, da se že trgovine prodajajo točno to. Aha, tle sem videla fearless, potem bolj svetleče zadeve, da so že vsi del tega, ker vejo, da punce bodo v tem in tem obdobju iskale oblekce z resicami in vsi ponudniki imajo kar naenkrat oblekce z resicami. Marketing. Ja, pa tudi zdi se mi, da ne vem, imamo vsi pri tej turneji občutek, da bomo res doživeli enega od največjih spektaklov, kar smo jih videli, in smo pripravljeni se zelo osebno involvirati v tem. In mislim, da v bistvu prej si rekla eno stvar, ki si rekla, da je ona zbrala nasilje. In to je ena stvar, ki sem pa hotela reči, mogoče je naslednji žanr, v katerega mora iti punk. Ampak potem pa se mi zdi, da je tudi ta DIY moment, da v bistvu community sam dela stvari, je tudi zelo punk moment. Tako da, še enkrat, če nas Taylor posluša, mogoče... Punk. Ja, mogoče, Punk. da bi bila to naslednja. Morda pa se mi zdi, da zna presenetiti. No. Že ko vemo in mislimo, kaj pričakovati, se ona obrne in reče, ne, v bistvu boste to dobili. Kaj pa tako eno najbolj preprosto vprašanje, katera pa vajna najljubša pesem? Vedela sem, da boš to vprašala in... Ali pa era, evo. Od eri smo sicer Ja. že nekaj govorili, ampak tako prav pesem, ali pa top 2, 3. Ne vem, jaz sem še vedno ali tolerated ali pa clean. Zato, ker naredi nekaj v mojem srčku, obe pesmi. Tako da bom kar rekla za ti dve. Jaz bom rekla z albuma 1989, Clean, z albuma Reputation, Getaway Car ali pa kaj Christmas, ne, I'll be drinking, cleaning up bottles with you on New Year's Day, ja, to. Potem Folklore Evermore mi je ful... Vse. Mi je preveč dal, mislim, je ful težko rečem, ker mi je naredila krivico marsičemu, z Midnight's Maroon, z Tortured Poets Department pa So Long London, Florida, pa Who's Afraid of Little Old Me.
Evo. Pa še ti, Eva. Ja. Zdaj, veš, da vrneva nazaj, veš. Ja, v bistvu zelo zanimivo, ker sem napisala vprašanja, hkrati pa nisem pomislila na lastne odgovore. Zdaj jaz mislim, da če se vrnem, oblekla se bom v Reputation zgolj zato, ker mi je zelo všeč ta potisk časopisa, malo novinarka, malo to. Skozi službe. Ja, tako, ja. Kar se pa tiče najljubše pesmi, jaz sem pa vseeno bolj, sicer imam zelo rada balade, ampak po duši sem pa bolj upbeat, živahna. Karkoli z Reputationa mi je všeč, karkoli iz enega albuma prej, 1999, mi je tudi zelo všeč. Tako prav, na točki, tako da me izpostavita. Všeč mi je This is why we can't have nice things, mi je zelo všeč. Okay, ja. Look what you made me do, niti ne pesem, ampak video spot, kako je ona imela 15,000 teh skritih sporočil, to mi je bilo vrhunsko kot celoten paket, tako da ja, karkoli živahnega ali pa Wildest Dreams, tudi vse te bolj grandiozne, to meni je super, ampak hkrati tudi z veseljem poslušam te bolj mirne. A vidiš, kako pokrije dejansko vse, ne, Tako. in For Sad Girlies in Tako. te, kar rade pač žurate, žuramo. Ravno z bivšo sodelavko sva se pogovarjali, tudi ona gre na turnejo in ravno tako ona je mirne pesmi in ne mara Reputationa, jaz sem bolj Reputation, tako da ja, dejansko pokrije celo paleto. Tudi življenje nam različne stvari nameče, tako da danes sem mogoče jaz žalostna punca, ampak jutri boš pa že ti. A veš, Točno tako da to. je pač tudi In še za dobro, vse da čase. Taylor izda 15,000 pesmi, imamo za vsako Dobesedno situacijo. vse za Tako. neki. Ok, zadnje vprašanje, evo pa smo prišli na konec. Ta podcast snemamo junija leta 2024. Bo junija leta 2025, torej čez leto dni Taylor v isti meri aktualna, višje, se bo ravno skrila in bo malo bolj v zatonu, če ji napovesta prihodnost, če nas slučajno, kot smo že velikokrat rekli, gleda. Jaz si sploh ne predstavljam, da bi kdo lahko bil še bolj slaven, pa da bi lahko se še bolj govoril o njem. Tako da jaz bom izbrala to, da bo isto ali pa mogoče malo manj, ravno zaradi tega, ker si bo vzela kak break. Ker turneje bo že konec, razen če jo še enkrat podaljša. We never know. Ja, čeprav je spet, a ni dala spet novih datumov za Ameriko, ki ne vem, kdaj jih bojo sicer, ampak jaz mislim, da upam, da si bo takrat malo odpočila. Jaz mislim, da da bi bilo dobro, da si odpoče. Ne gre na en dopust, kjer ji paparaci ne sledijo. Ja, pa da razmisli o tem, kaj bi rada delala za naslednjim albumom, ali pa tako, zdaj bi se mi čisto redo, če mal gre. Vsi bi oprostili. Ja. Glede na to, da nam je v zadnjih par letih dala toliko pesmi, sem spočisi. Bomo imeli končen čas, da vse poslušamo v Končno miru. čas za antology. A smo na kaj pozabili? Bi še kaj povedali o Taylor, zdaj, ko imamo mikrofon pred sabo? Še karkoli. Jaz mislim, da če bi zdaj, da mi lahko govorimo o Taylor Še. Sej potem Ja. gremo pa na eno kavico, pa bomo še Tako, govorili. ta knjigo, ki si jo Ja. prinesla, še fajn preberemo. Ampak moramo tudi vedeti, da tako kot sem prej Taylor učitala, da bi bilo v redu, če se kdaj umeji, pa enkrat reče, zdaj pa konc, pač 15 komadov adijo, da mogoče moram tudi mi zdaj vedeti pa ure ali koliko. To je to, zdaj pa si lahko samo prepustimo domišlji gledalk in gledalcev, Tako. kaj še sledi. Tako, se strinjam. In če bo kaj naredila, se dobimo spet za to mizo in obdelamo, predelamo zadevo. Odlično. Najlepša hvala, ker ste prišli. Hvala tebi. Vam pa najlepša hvala, da ste nas spremljali in ostanite na 24ur.com še naprej. Srečno!